Pozdravljeni v imeni nebeškega Očeta, ker je dober, ker je milostljiv, ker je ljubezniv, ker je vsemogočen in še bi lahko naštevali, kakšen je naš Bog. Se zavedaš toga, oziroma imaš to prepričanje, to gotovost v tvojem življenju, ker je Bog dober tudi za tebe osebno. Čudovito je, da to zavedanje nosimo v srce. In te se prepustimo vodstvu Svetega Duha v svojem življenju. In Bog je resnično dober. Tudi ne želi, ko odpremo svoje srca in prisluhnemo njegovimi glasi, njegovi besedi, ko nas poroča za naše življenje, za naše odločitve in za našo bodočnost. Že je četrta adventna nedelja in naslednji keren je ko? Je Božič, točno tak. Predbožični čas je gnes, čas hitenja, čas nakupovanja, čas, da večina ljudi nema časa, ko bi se stavili in se posvetili tistimi poleg sebe. In te pride Božič, ko se malo poveselimo, damo, dobimo darila, idemo v cerkev in že je vse mimo. Od brata Samuela smo zadnjič že poslušali od vse te naglice okoli Božiča. Pa je res to vse, ko nam Božič prinaša? Ne. Božič je dosti več. Božič je najprej čas spomina na Jezušovo rojstvo. Čas, da se tudi s cerkvijo na poseben način združimo v slavljenje in zahvaljevanje za to, ko se je Jezuš rodil. Rojstvo Jezuša na to zemljo je namreč dogodek, da je Božja prisotnost znova prišla na zemljo. Jezus je s svojim prihodom prinesel novo upanje za človeštvo, ko je živelo v brezupi, brez prave prihodnosti, brez pravega cilja. Greh je namreč povzročil nemir in strah pred svetim Bogom. Jezus pa je na tej svet znova prinesel Božji mir iz nebes. Večkrat čujemo opozorilo skozi Božjo besedo, kako se šatan hudič trudi zrušiti posameznika. In to na najrazličnejše načine. Še posebej v takšnih časih, ko je vzdušje okoli nas lepo, prijetno, praznično, se hitro zgodi, ko smo popolnoma osamljeni, žalostni, zagrenjeni in v takšnem stanju je hudičeva dejavnost še agresivnejša. Njegov cilj je, ko v nas bdi nemir, v nas bdi skrbi, ko samo gledamo na to, ko nas še vse čaka, ko še vse treba izrihtati, napraviti, ko se z nami dogaja. Tako se damo zamotiti od okoliščin in se ne osredotočamo na to, ko se dejansko dogaja. Hudič je lažnivec in še marsikaj drugega in hujšega. Ko je tu rešitev, da smo v takšnem zagrenjenem, slabem, žalostnem, osamljenem stanju? Mogoče te nište ne poznali, ampak ena pesem pravi: Don't worry, be happy, ne boj se, boj veseli. A je pa enostavna rešitev, ne? Ne je tako enostavna rešitev. Doseči mir v srcu in v razmišljanju je neenostavno. Ampak splača se potruditi, da bi imeli Božji mir v naših življenjih. In gnes smo pogledali, kako doseči ti Božji mir. Preko se lahko pridobimo Božji mir v naših življenjih, moramo gor priti, ko nam kradne naš mir. Mogoče so to ljudje, mogoče so določene okoliščine ali pa naš urnik, ker ga si sami delamo, postavljamo. Mogoče smo privoleli vsem stvarem okoli nas in potem nas te stvari spravljajo v stres. Te pa prosimo Boga, naj odzeme te stvari, ker smo mi sami povedali, ja, idem to včiniti. Ko je to, ko nam kradne mir v naših življenjih? Jaz sem se večkrat probal organizirati moje stvari in moje življenje na nekšen način, ka mi ne da več stresno, ka več nemo izkusil te stresne dogodke in ljudi, ko mi povzročajo stres. Najbolj enostavno bi bilo, če bi Bog vse ljudi okoli mene v službi ali pa še mogoče Indri tudi,
spremejno, ko bi se vsi obnašali to, kako bi se mogli obnašati. Te bi bilo to dosti ležaj za mene, ne bi imel ga stresa. Ko sem pa razmišljal o meri, sem našel eno vrstico zapisano v Izaiji 9. poglavje 5. vrstica, ki pravi tak. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. V tej Božji besedi, v tom odlomku vidimo, kaj Jezuša prerok ne opisuje kot knez udobja ali pa knez lahkotnosti, knez ugajanja ali knez naših želj. Žal mi dostikrat, kdo nam Bog obljubi mir, mislimo, ko nam Bog obljublja lahkotnost, ko nam obljublja ugajanje našim željam. In to, da se ne spunijo naše želje, znova doživljamo nemir. Kaj je to, ko nam kradne mir v naših življenjih? Če malo pomislimo, bomo hitro spoznali, kaj ne so problem drugi ljudje, kaj ne so naše okoliščine problem in ne so naše preizkušnje in težave problem. To je ne to, ko nam jemlje mir v naših življenjih. Pogledajmo Jezušovo rojstvo. Kje se je rodil? V štali. Angeli so se prikazali komi? Pastirjem. Če malo razmislimo, so pastirji bili ljudje, za kere bi nekako najmanj pričakovali, kada se jim prikazal glasnik te vesele novice, rojstvo Božjega sina. Pa se je vseeno prikazal najmanj pričakovanim ljudem na najmanj pričakovanem mestu. Torej ne so problem ljudje, okoliščine ali naš urnik, ki nemamo pravega mira v svojem življenju. Naš problem, ki ne moramo imeti mira, je, ker na vsakši način pričakujemo, želimo popolnost, kada se vse išlo, kako si mi splaniramo, kako si mi želimo. Kdo se je spustilo nebo na zemljo in je Bog prišel med ljudi, ne je prišel v popolnosti, ne je prišel v polni slavi kot odrešenik, ampak je na zemljo prišel med ljudi kot dojenček. Torej, kdo je prišel knez miru, je ne prišel oblečen v mogočnost, ampak je prišel oblečen v pampers. Zakaj je to tak? Zdaj, ker je Bog želel, ko znamo, kade prinesel mir, ampak ne to, kako si ga mi predstavljamo sami. Ne razgledalo, kako si mi predstavljamo, kaj noj izgledne. Ljudje se večkrat ne do obnašali to, kako bi si mi želeli. Situacija je nedostalno nam v prid, nam na dobro. Torej, če želiš živeti v meri, moraš Bogu predati svoje pričakovanja popolnosti. In iskreno povedano, tudi sam sem se s tem boril. Stalno sem imel nekšne svoje ideje, kako bi mogle stvari potekati, izgledati, kako se morajo ljudje obnašati, kako mu prestal preizkušnjo. Vsa ta pričakovanja sem mogel predati in prepustiti Bogu. Dejstvo je, ka mir ne najdemo na nekšnem kraji, v pričakovanji, v določene okoliščine, kere so, bi lahko povedali, popolne. Ne je mir v tom, ka me osvobodi Bog preizkušnje, ampak ka me Bog vodi skozi vso to preizkušnjo. In pogledajmo, mislim, da to vsi poznali, ko piše v Psalmi 23. vrstica. Tudi, če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Bog nas je ne vzel iz globele smrtne sence, ampak je zapisano, ko če bi hodil tom skozi, ali pa če se mu znašel v takšnem okoliščini, se ne mu bal hudega. Zato, ker si ti
z menoj. Imel bom mir na poti. Zakaj bom imel mir na poti? Ne zato, ker ne bom šel skozi globel, ampak zato, ker ne bom šel skozi globel sam. Pot do pravega mira se nam mogoče zdi čudna, bi lahko povedali. Bog je poslal svojega sina na zemljo kot dojenčka. Zdaj se mogoče zdi ta pot do mira čudna, ker če razmislimo, kaj Bog želel priti in popraviti stvari, kako so bile, bi mogel priti na zemljo kot bojevnik, ne pa kot slaboten dojenček. Zakaj ne bi dejansko Jezus preskočil te stopnje in bi direkt prišel na zemljo kot 24 let star, močen moški, pun energije. Ponavadi smo te najbolj pune energije. Tako bi mi postopali, logično gledano. Jezus pa je prišel kot slaboten dojenček v fejs neprijazno okolje. Pogledamo eno primerjavo za boljše razumevanje Božjega delovanja. Vsi poznamo življenje Jakobovega sina Jožefa. Koliko je imel sanje, bil je ljubljenec od svojega očeta, pa je vseeno končal v globkom vodnjaki. Ali Bog je bil z njim? Jožef je ne imel lehke poti. Veliki del svojega življenja je bil v preizkušnjah, je bil v slabih situacijah. Znamo pa, kako daleč ga je Bog pripeljal in siguren sem, zaradi tega, ker je Jožef svoja pričakovanja in upanje položil v Božje roke. V njegovem življenju je bil potreben razvoj, ker ga je pripeljal do vrha. In isto je bilo v življenju Jezusa. Ko bi grato knez miru, je najprej mogel priti na zemljo. In te se je nadaljeval njegov razvoj, kjer so ga spremljali različni dogodki. Pot do mira za nas je Jezusa peljala tudi skozi Getsemanski vrt, kjer je molil tak: Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, to da ne moja volja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Pot ga je vodila naprej do Golgote, kjer so ga grešniki križali. Čudna pot do mira, ko je prišel v šibkosti in je tudi umrl v šibkosti, ko bi grato naša moč. Ko je za nas izvor miru? Vrnemo se nazaj k pastirom. Pogledamo, ko jim je povedal glasnik, ko jim je angel povedal: Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. In kakšna je bila reakcija pastirjev na angela? Ne je bila, po pravem povedano, vera, ampak je bil strah. Zapisano je, zelo so se prestrašili. Zapisano je to v Lukovem evangeliju, si lahko pogledate. Mi mislimo, kada nam Božja prisotnost stalno dala nekšno udobje, nekšno boljše počutje. Ampak prvi občutek, ko so ga dobili pastirji, pa je bil strah. Našli so mir, ampak našli so ga skozi strah. Mir je ne k njim prišel direktno, ampak je prišel do njih skozi straja. Našli so Boga na mesti, kjer so se fejs prestrašili. In to sredi noči, kjer so čivali svojo čredo pred plenilci. In množica nebeške vojske nenadoma začne gučati. V Luka 2. poglavje 14. vrstica. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ja, kako smo povedali tudi na koncerti v Števanovcih in v Črnelavcih, so angeli do Jezusovega rojstva lahko popevali samo prvi del.
slava Bogu na višavaj. Kdo pa je bil Jezus rojeni, pa so lahko popevali tudi te drugi del. Na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Pazimo na to, mir je na zemlji, ampak ne izvira iz zemlje. Te mir, ker prihaja od ljudi, je fejs krhek, kratkotrajni in tega si ne želimo. Vrmle, ko smo to že vsi izkusili, kad če prihaja mir od drugih ljudi, nam ga ti isti ljudje lahko prav tako hitro vzemejo, tudi porušijo. Pa če dlje prihaja mir od okoliščin, se lahko te okoliščine hitro spremenijo in nam tudi te mir odzemejo. Zato tudi jaz neščem mira, ker bi mi ga prinesla kakšna povišica ali pa pohvala v službi. Neščem mira, ker prihaja od mojega lastnega obdobja, od mojih lastnih želj. Neščem mira, ko si ga sam predstavljam. Želim si mir, ker mi ga svet ne more dati in mi ga svet tudi ne more odzeti. In te mir prihaja od našega nebeškega Očeta. Lahko pogledamo v Luka, prvo poglavje, 79. vrstico in prešnemo si del Zaharijeve hvalnice, ko je to zapisano. 1.79. Da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci in naravna naše noge na pot miru. In tu smo prešteli, ko nas Bog usmerja na pot miru. Torej moramo slediti Božjim napotkom in tako odeli v pravom nebeškom meri. Ampak se zgodi, ko se tega ne zavedamo in živimo naša življenja nekako tak. Bog, prosim te, odpusti mi, ampak da prijem skozi to obdobje mojega življenja, temu si končno lahko odahnil in mu končno lahko izkusil tvoj mir, Bog. Da končno prijem skozi to leto 2022. Teko. Koledar ne da popravo kaosa v naših življenjih. Te isti neprijatelj, ker ti krade mir že celo leto 2020, da te čako in krado mir včasih 1. januara 2023 in še naprej. Mir ne da prišel, da mu nekaj končno dosežemo. Da končno prijem skozi te keren, ker je pun testov in spraševanja, temu imel mir, temu se lahko umiril. Da dan skozi izpitno obdobje, temu imel končno mir. Da končno dobim službo, mu imel mir v srci in tako naprej. Ne. Da imel partnera, temu imel končno mir. Da mu se oženil, temu imel končno mir Božji v srci. Ne. Te stvari ne prinašajo mira. Vsakši korak, ko ga napravim v tom kerni, je Bog z menoj. Vsako obdobje v moje življenje, ne glede, če je obdobje blagoslovov ali preizkušenj. Bog Oče je zmel in ne mu čaka, ko Božji mir pride do mene, ampak stalno ščen oditi v Božjem meri. Vsakši korak mojega življenja. Imeti pravi Božji mir je Bog še kako biti bogati. Je Bog še kako biti slaven. Je Bog še kako pa imeti lepi izgled. Je Bog še kako pa karkoli, ko si lahko zaželiš v življenje. So ljudje, ko so imeli vse te stvari, a so vseeno nosili v srcih grozen nemir in to jih je pripeljalo do dna, ko so si vzeli svoja življenja. V Bibliji je opisan dogodek v življenju Jezusa, ker nam kaže, kot to pomeni imeti Božji mir v srci. Bila je nevihta, učenci in Jezus pa so se čudno pluli na drugo stran jezera. Med temi učenci so bili tudi ribiči, kar pomeni, ko so znali upravljati z čolni. In kdo so vse svoje izkušnje ponicali, ko so probali krmariti to ladje skozi vihar, ker je pa nenadoma grad neobvladljivi, te so končno šli oni iskat Jezusa, ker je pa spal.
Zakaj so tako dolgo čakali na to, ko bi šli iskat Jezusa? Končno idejo unita, gdje je Jezus spal i spoznali su ka nič v tom vihari ne zbudilo Jezusa. Ne strele, ne veter, ne grmenje, ne valovi ne su zbudili Jezusa. Jezus pa se je zbudil včasih, kdo su ga zvali njegovi učenci. In to je Bog, kteremu mi služimo. Ker je tako pozorno poslušal naš glas, ka ga ne zmoti niti eden vihar v naših življenjih. Učitelj, ti ni mar, da smo zgubljeni. Jezus, ti je vseeno, ko mu težave v službi. Jezus, ne vidim, ko mu probleme z zdravjem. In na Boga večkrat gratamo čemerni, da ne dobimo odgovora, kako smo si ga pričakovali. Kako leko ležiš in spiš. Jezus se prebudi, verjetno si je malo podrgnil oči od spanja, nekaj je tako dobro spal, in je povedal vihari, utihni, molči, vihar, umiri se. In ko se je zgodilo? In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Učence pa je prevzel veliki strah, kajti ne so pričakovali takšno moč v Jezusovi besedaj. Dragi prisoten, dragi poslušalec, to je Božji mir, ker pride s tem, ko imamo Jezusa v našem čuni. Ne pravim, kad če imamo Jezusa v svojem čuni, kad ne bomo imeli viharov na naši potaj. Ne pravim, kad če imaš Jezusa v čuni, ne boš zgubil ljubljenih oseb. Ne pravim, kad ne boš šel skozi preizkušnje, skozi bolečino, skozi bolezen, skozi hudičeve napade. S popolnim zaupanjem njemi pa pravim, kad če Jezusa sprejmeš v svoj čum, da je šel s tebou skozi vihar. In kdo pravi, kaj je zadosti, leko v trenutki napravi spremembo in tej vihar umiri. In če bi šteli naprej o tom dogodki, bi videli, ka so vsi prispeli varno na drugo stran jezera. In zanimivo je, ne piše, ka bi zamijali ali bili pozni, to pa zato, ker da Bog nas pripelo točno ta, ki moramo biti, točno ti, kdo moramo tom biti. In nobene demonske sile ne mrejo staviti čuna, na katerem je Jezus prisoten. Če se trenutno soočaš z preizkušnjo, če si osamljeni ali pa pod stresom, ali pa šatan napada tvoje misli, znaj, kaj je Jezus prišel na svet, ka bi nam dal možnost odrešenja. Ne zatekaj se k napačnim stvarem, ker jih ponuja tej svet. Pusti se voditi od svetega duha, kad ti razodene, kaj je dobro za tebe in kaj je ne dobro za tebe. Da svoje pričakovanja popolnoma predaš Bogu, prejmeš Božji mir in tudi, če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pisec pisma Hebrejcem nam tak svetuje in vredno ga je poslišati Bogat in njegov nasvet. Leko pogledamo v Hebrejcem 12. poglavja 14. vrstica. Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda. Jezus je na tisti prvi božič prinesel nebeški mir na zemljo. In na razpolago je resnično vsakšomi izmed nas. Vsakši pa se sam odloča, ali Božjo ponudbo sprejme ali odbije. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. In vsem nam želim, ker smo resnično stalno Bogi po volji. Amen. Leko še skupaj gor stanemo, što leko in zaključimo tej del z molitvijo.
Ja, Gospod Bog, hvala ti resnično za tvojo besedo, Gospod Bog, hvala ti za to, ko ti želiš gučati na naša srca, kakšno koli stanje smo, koli se nahajamo v našem življenju. Gospod Bog, resnično daj, ko bi iskali tvojo nazočnost, tvoj mir, ko bi lahko šli s tvojim mirom naprej po naši potaj, vsakšo preizkušnjo, ko bi lahko predali v tvoje roke, vsakšo skrb predali v tvoje roke in popolnoma zaupali tebi, Gospod Bog. Ti nas pripeljaj naprej do tvoje večnosti. Amen. Amen.